Študijska znanja, ki sem jih pridobila na fakulteti Doba, so bila zagotovo v celoti komplementarna tudi z mojim delom, saj je bil študij naravnan tako, da smo pridobivali predvsem znanje iz tako imenovanega mehkega področja, kar v bistvu tudi delo z mladimi zagotovo je. Tako da v bistvu vsi predmeti, ki sem jih pač obiskovala in uspešno opravila, so na nek način doprinesli k večji kvalitete mojega dela v službi. Ne vem, mogoče bi še posebej izpostavila ta vidik timskega dela, da sem zdaj veliko bolj timski delavec, pa mogoče projektno delo, pa izpostavila mogoče tudi organiziranost, čist lastno organiziranost dela. To se mi zdi osnovne kvalitete, ko sem jih jaz poleg tistih nekih teoretičnih vsebin, sem mogoče to najbolj pridobila. Dobro, na osebnem nivoju zagotovo neko samozavest. Vsi vemo, da pač sama diploma ne pomeni toliko mogoče to, kot da pomeni to, da je to neka vstopnica za nove zaposlitve, tudi mogoče res, da se človek počuti malo bolj samoizpopolnjenega, če tako rečemo. In zagotovo v tem smislu je diploma ena stopnička višja v mojem življenju. Meni so bili med študijem daleč najbolj všeč izzivi. Se pravi, da tisto, kar na začetku prav nisem marala tega v študiju, se je kasneje izkazalo kot najbolj uporabno. In mogoče ravno to delo v skupinah, kjer sem se srečevala s toliko različnimi profili kolegov, študentov, so mi mogoče dali na koncu največ. Mogoče pa tukaj še vse niso ostalo tudi predavatelje, ker predavatelji so res na kakovostni ravni. Mogoče me tudi zelo veseli, da recimo, ne vem, smo imeli kot predavatelj tudi recimo Evropsko komisarko Vileto Bulc, ki sem jo že takrat izjemno cenila kot predavateljico, pa mi je bilo tudi zelo všeč, da je pač tudi to eno veliko priznanje bilo za fakulteto, da je to res kader, ki tudi konec koncev odhaja v Bruselj in dela v krovnih institucijah EU.